aktivno na področje športa. Tukaj bi rad omenil v bistvu strateško povezovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije. Mislim, da nam bo v kratkem uspelo v bistvu urediti vse potrebno za umestitev Nacionalnega olimpijskega centra v zahodnem delu našega posestva v občinski prostorski načrt Mestne občine Kranj. Načrtujemo izgradnjo vrhunske športne dvorane, ki bo namenjena predvsem našim najbolj elitnim ekipnim športom, košarka, rokomet, odbojka, pa morda še kakšnega manjšega, bi rekel, čist po povpraševanju kasneje za kakšne dogodke. Olimpijski komitej Slovenije je izkazal tudi interes, da bi preselil svoj sedež tukaj k nam na Brdo. Intenzivno se pogovarjamo tudi s Slovensko turistično organizacijo in pa turistično-gostinsko zbornico in želimo v bistvu na Brdu narediti še en tak pravi korak, pravo središče, bi rekel, kar iField Slovenija v sliki in besedi. Mislim, da smo več kot primerni za to sodelovanje. V kratkem bomo, verjamem, sklenili sodelovanje tudi z družbo Fraport za tesnejše sodelovanje na področju nudenja hotelskih storitev, tako za njihove oziroma za posadke njihovih partnerskih letalskih družb, kot za razna šolanja, ki bodo tukaj lahko potekala. Tako da v bistvu se zelo želimo odpirati za različne segmente. Za nas je seveda ta poslovni del ravno tako pomemben kot protokolarni, ker v bistvu se zavedamo, da pač je prav, da poslujemo seveda pozitivno in mislim, da je to tudi v interesu vseh. Omenil bi eno zelo dobro izkušnjo, ki smo imeli v mesecu januarju, ko smo tukaj v bistvu čez noč postali eno od osrednjih hotelov, ko smo gostili tekmovalke pač 58. Zlate lisice, ki je bila v Kranjski Gori. Zelo me godi pohvala ene najboljših smučark na svetu, Mikaela Šiferin, ki je izrekla posebne pohvale osebju enega z hotela. In v bistvu pogled na leto 2022 nas navdaja v bistvu z enim velikim optimizmom. Moram reči, da smo v bistvu že lansko leto zelo trdo delali na mnogih segmentih. Omenil sem že šport, gostili bomo tudi nekaj vrhunskih nogometnih ekip tukaj na Brdu. Posebej pa bi želel omeniti, da na vseh naših lokacijah, tako tukaj na Brdu, na Vili Bled in pa v Vili Tartini imamo praktično, smo razprodani, kar se tiče organizacije porok. Imamo res, pozna se verjetno večletno sistematično delo, ki se je seveda začelo že mnogo pred mojim prihodom na čelo Brda. In tukaj pač, bom rekel, želimo odpreti te naše najbolj elitne lokacije tudi za posebne dogodke. Omenil bi še tesno sodelovanje z organizatorji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2023 v Sloveniji, v Planici oziroma širše. Tako da nas res veseli, da smo prepoznani kot korektni in dobri partnerji in da si želijo v bistvu organizatorji vseh teh
najbolj odmevnih dogodkov sodelovanja z nami. Morda za konec tega uvoda bi vam želel predstaviti še en projekt, ki se ga lotevamo. In sicer JLZ Brdo je na poti zelenega prehoda. V bistvu smo se zelo intenzivno, roko na srce smo na začetku te poti, ampak mislim, da bomo v bistvu prvo turistično podjetje v Sloveniji, ki bomo zelo merljivo in pa sproti tudi javno objavljali vse prihranke na področju porabe energije, porabe vode, da bomo v bistvu ne samo ločili odpadke na veru njihovega nastajanja, ampak da bomo v bistvu vse to reciklirali, kompostirali in pa v bistvu vse te izdelke tudi vgrajevali v naše turistične produkte. Ko bomo naslednjič skupaj, vam bomo lahko tudi pokazali v bistvu že prve učinke. Morda za začetek samo nekaj izhodišč, ker seveda ne vem vsega na pamet, bom par stvari tudi prebral. Smo dokaj veliki porabniki, ker smo na različnih lokacijah in v bistvu približno 150 tisoč kubikov vode porabimo letno. V zadnjih 3 letih smo porabili 4,3 milijone kilovatnih ur električne energije, zelo veliko tudi zemeljskega plina, v bistvu milijon kubičnih metrov. In zdaj smo v bistvu čisto na začetku enega projekta, ki bomo recimo sem na področju odvoza odpadkov smo letno porabili 38 tisoč evrov. Od tega je zelo veliko odpadkov, bi rekel, zavržene hrane oziroma odpadkov organskega značaja. Tako da v bistvu 95 ton je bilo teh organskih odpadkov, 16 ton kartonske embalaže, pa 9 ton stekla, pa 1,4 tone plastične embalaže. V bistvu naredili bomo popoln zeleni prehod na tem področju. Iz organskih odpadkov bomo pridobivali, smo v fazi nabave, bi rekel, enega res vrhunskega kompostnika, kjer bomo namesto odvoza teh 95 ton organskih odpadkov, v bistvu bomo delali suho naravno gnojilo, ki ga bomo porabili v naši vrtnariji in verjetno še kje. Namesto da bi odpeljali pa plačevali, bomo komprimirali kartonsko embalažo in jo prodajali, ker je v bistvu kartonska embalaža zelo pomembna surovina, isto bomo delali s plastiko. Najverjetneje bomo podobne te storitve ponudili tudi okoliškim ostalim, bi rekel, gospodarskim družbam, kot so gospodarske družbe Alfa šole in podobno. Tako da želimo v bistvu biti tukaj v zgled vsem ostalim. Naj povem, da v slovenskem turizmu je zelo veliko govora o zeleni shemi, v glavnem po raziskavi in po komuniciranju s Slovensko turistično organizacijo smo bili čisto prvi, ki smo javili tudi naš ogljični odtis in bojim se, da je številna leta teh projektov zelenih, takih in drugačnih so bolj kot ne ostali na ravni pridobitve nekih zelenih ključev ali pa neke zelene
iniciative, kar je sicer fajn marketinški učinek, ampak odgovornost do okolja pri nas je pač, bom rekel, na prvem mestu in zelo pomembno in želimo tudi na tem področju orati ledino. Kaj nas sicer še čaka v letošnjem letu? Investirali bomo v wellness center v Elegans Hotel Brdo. Izbrali smo že vse izvajalce, tako da do poletja bomo v Brdo in Kranj in v bistvu cela Gorenjska bogatejša za en res vrhunski wellness center. V Vili Tartini bomo naredili v bistvu en moderen obrat, ali pa bom rekel moderno teraso, ki bo namenjena tudi zunanjim obiskovalcem. Prenovili bomo, sanirali bomo določene zadeve v Vili Bled, ker je potrebno, balkoni in podobne stvari so potrebne sanacije. Sicer pa, bom rekel, načrtujemo v letošnjem letu približno 20% rast prihodkov. Naj povem, da v prvih 3 mesecih kaže na izjemno rast. Ustvarili smo že zdaj v bistvu za 300% več prihodkov kot v lanskem letu na nivoju celega ELGZ Brdo. In je pa res, da je to zelo težko primerjati, ker so ukrepi takšni in drugačni, korona da, korona ne. Pa imeli smo zaprt hotel še v prvi polovici lanskega leta, tako da v bistvu prava slika bo nekje ob koncu leta. Pri tem pa ne smemo pozabiti, seveda, da bomo še naprej seveda protokolarni servis Republike Slovenije. Vemo, da nas čaka tudi super volilno leto, zagotovo tudi veliko obveznosti v zvezi s tem. Ponavadi Brdo ni tako, bi rekel, vključeno v ta dogajanja. Tudi v času formiranja nove vlade, recimo, prihaja do koncu manj nekih bilateralnih in multilateralnih srečanj. Pa vendarle, recimo samo primer Državna volilna komisija je v zadnjem obdobju tukaj zelo pogosto in imajo izobraževanje in usklajevanje in seveda tudi na ta način upravljamo svoje delo. Omenil bi še odlično sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, predvsem mestna občina Kranj in pa občina Preddvor. Tukaj na Bledu seveda ravno tako odlično sodelovanje tudi z občino Piran, kar se tiče Vile Tartini. Mislim, da smo zelo lepo uredili tudi plažni del našega posestva, tako da vedno vabljeni tudi v Vilo Tartini. Tako kot sem rekel, načrtujemo malo manj kot 11 milijonov prihodkov, načrtujemo tudi, bom rekel, dobiček v višini slabi 300 tisoč evrov. Mislim, da ni naše osnovno poslanstvo seveda, da smo usmerjeni samo v izvajanje ali pa v uresničevanje ekonomskih kazalnikov. Ob tem mislim, da smo kar tudi uspešno, da rečem, valilnica dobrih kadrov, ki potem grejo v gospodarstvo. In tudi na tem delu mislim, da upravljamo lepo poslanstvo. Tako da lahko rečemo, da po predsedovanju in po tej investiciji nam izzivov ne manjka. In prepričani smo, da bomo Brdo in vse ostale lokacije primerno, vzorno z njimi upravljali in tudi ohranjali to naše poslanstvo, ki je seveda na prvem mestu. To bi imel jaz za uvod, zdaj pa seveda smo vam na voljo za vprašanje. Z mano je tudi Franci Jagodic, moj namestnik in pa
za nekaj minut še Ilirsko Ciper, namestnica za gostinstvo in turizem, tako da izvolite, če je kakšno vprašanje. Omenjali ste odpiranje za turizem tudi protokolarnih objektov. Kateri, kje? V bistvu novost v letošnjem letu, pa bom rekel, že lani smo kar zelo intenzivno začeli že z Elegance hotelom Brdo. Za marsikoga, pa danes smo imeli tak obisk nekega strokovnjaka za turizem in vedno znova nas ljudje sprašujejo, a mi lahko pridemo na ta hotel. Tako da vedno znova in tudi danes izkoriščam to priložnost, da povem, da vsi naši hoteli so namenjeni tudi splošni publiki, se pravi posameznikom, skupinam, podjetjem, organizacijam. Tako da kot novost pa z veseljem tudi povem, da smo tudi prvič začeli oddajati v zaprtem delu našega posestva kočo ob Petem jezeru. Znana koča, v kateri je nekoč pogosto prebival predsednik bivše države, skupne države Jugoslavije, Tito, in pa kasneje jo je zelo veliko koristil tudi predsednik Drnovšek. Tako da ta koča je obnovljena, zelo lepo izgleda, ekskluzivna lokacija in ekskluzivna, bi rekel, notranja oprema, savno, z zelo lepo spalnico, z salonom. Tako da tudi to je možno recimo najeti. Ravno tako se da najeti tudi Vilo Zlatorog, Vilo Bled tako ali tako, Vilo Tartini seveda. V bistvu edino Vila Podrožnik je ta trenutek, ali pa bom rekel, res namenjena samo protokolu, tudi kakšni humanitarni organizaciji ob predhodnem soglasju generalnega sekretariata vlade. Sicer pa vse naše lokacije so odprte. Mene pa zanima, kolikšen del prihodka je ustvaril hotel lani, ne glede na to, da je bilo pač nekaj mesecev zaprt, in kakšne so napovedi? V lanskem letu smo planirali nekje okrog 900 000 evrov v hotelu, ustvarili smo malo manj kot 1 100 000. Za letošnje leto v hotelu načrtujemo okrog 2 milijona evrov prometa. To je, kar se tiče Elegance. Kakšna bo investicija v wellness? Investicija v wellness bo v 3 sklopih. Skupaj z DDV-jem, mislim, da okrog 1 800 000 evrov. Drži in Franciji? 1 600 000 plus DDV. Ok. To je prenova obstoječega wellnessa, kako je? Wellnessa ni bilo, no. Bil je nekoč, mislim, da zelo solidno opremljen. Pri, bi rekel, že v času, ko sem jaz prišel na čelo Brda, je bil wellness, praktično so bile samo še gole stene, tako da vsa oprema je bila prodana pred tem in nekak koncept je bil drugačen. V tistem času so bili načrti tudi v enem delu, da se hotel poruši in verjetno je bila to faza do tam. Tako da od wellnessa ni ostalo nič, razen, bi rekel, stene. Tako da naredili bomo zelo lep wellness z klasično in pa inovativno wellneško ponudbo. Vse skupaj bo res, bom rekel, ustrezna dopolnitev številnim segmentom, predvsem tudi športnikom.
ki želijo wellness oziroma želijo savne in te ohlajevalne bazene, tudi poslovni gosti in tako naprej. Tako da mislim, da je wellness bil res ena nuja. Zaenkrat ne bomo delali fitnessa, ker smo spet usmerjeni v šport, morda v nadaljevanju. Nogometne ekipe in ostale športne ekipe bodo koristile fitness, ki je v prostorih nogometne zveze, s katero tudi seveda odlično sodelujem. Kdaj pa tista načrtovana gradnja športne dvorane? Koraki so naslednji. Najprej seveda je potrebno umestiti projekt v občinski prostorski načrt. Se pravi, najprej mora priti do spremembe namembnosti. To je, bom rekel, ta časovnica je izven naše pristojnosti, tako da lahko sem rečem, da potem, ko bodo ustrezne podlage, glede namenske rabe prostora, jaz mislim, da bi mi takšno dvorano bili v stanju narediti v kakšnem letu pa pol. Okvira sicer ni, čez 5 let, čez... Jaz mislim, da je v interesu mestne občine Kranj, da čim prej sprejme prostorski načrt, občinski, in potem po mojem par mesecev, da se uredijo vsa razmerja potencialnih uporabnikov pa investitorjev. Leto pa pol mislim, da bi bilo zagotovo zadost potem od trenutka, ko bi imeli vse te parametre znane. Težko pa res rečem. Ja. Dvorana bo investicija Olimpijskega komiteja? Predvidoma ne. Predvidoma bo šlo za državno investicijo, podobno kot je v Planici, ko je država zgradila skakalnice, pač celoten nordijski center, dala v upravljanje pač zavodu, kaj je že Šport Planica, kako je zavod Planica. In mislim, da je to najboljši model, tako da potem lahko upravljalec, v tem primeru bi bili to mi verjetno, potem lahko mi te zadeve tržimo in to nekako verjamemo, da bi bili pri tem kar uspešni in mislim, da bi ustvarili ogromno enih prihodkov. Prepričani smo, da bi v zelo kratkem času bilo povrnjenih teh predvidenih 9-10 milijonov za izgradnjo v obliki potem realiziranega DDV-ja. Tako da mislim, da bi tudi naš hotel vrhunsko lahko dosegel tudi višje cene in podobno, če bi imeli tak vrhunski športni park tukaj. Tako da, ja, to je ta model. Mene zanima glede vašega zelenega prehoda na zeleno. Kje boste vi te zadeve počeli, kompostirali, zbirali embalažo in potem prodajali, zbirali karton? Vse na lokaciji Brdo. Ja. Tudi v bistvu iz lokacije Bled in Ljubljana pač bomo te zadeve centralizirali tukaj. Kompostniki so, bom rekel, velikosti nekaj kubičnih metrov, tako da imamo že predvidene tudi lokacije, kjer to bo, tako da v zalednih prostorih pač naše kuhne. In ja, nič nisem govoril tudi o zelenem prehodu glede energentov. Preučili bomo vse možnosti za v bistvu od fotovoltaike, še kakšne toplotne črpalke bodo predvsem na obali. Tam imamo zelo star objekt, ki ga se še nismo lotili, ker enostavno ni prišlo vse na vrsto. Zato tudi imamo pozim zaprto, ker bi bilo
preveč potratno. In pa pogovori tečejo tudi okrog izkoriščanja vodnih virov, ki jih imamo na posestvu. A to, da bi delali za druge organizacije, da bi upravljali te storitve, to pomeni, da potem z ene šole ne bi odvažali, ne vem, plastične ali pa kartonske embalaže, ampak da bi to namesto komunalnega podjetja ali pa koncesionarja upravljali vi? Ne, gre za to, ne, da v bistvu vsi delajo tako kot mi do zdaj. Se pravi, najemajo podjetja, da pridejo, odvažajo, bi rekel, odpadke in to je drago. In to tudi ni zeleno. Mi želimo iz odpadkov narediti surovino, ki jo potrebujemo. Je nekaj idej tudi zelo, bi rekel, simpatičnih v smislu, da bi vsakemu gostu ob odhodu podarili eno rožico v lončku, ki je bil v bistvu obogaten z naravnimi gnojili, iz suhe snovi, dobesedno ekvivalent tega, kar se ponovadi hrane zavrže pri enem gostu. No, tako. Mislim, da bo to zelo dobro sprejeto. Ostali pa hočete biti predvsem zgled, da bi isto počeli, ne da bi vi pač upravljali to storitev v širši skupnosti. Mislim, tem bližnjim z veseljem, no, če bomo kaj da rečem, mogoče komu tudi ne bo v interesu, pa jim čist pa še, da ne vem, toliko in toliko kubikov hrane ali pa ton hrane nekdo samo odpelje, pa se za to plača. Ampak mislim, da bodo odzivi kar dobri, no. In kar se tiče embalaže, tega se bomo lotili. Ja. Ko ste navajali številke, rekli ste 4,3 milijona kilovatnih ur v zadnjih 3 letih, to je na leto. Ne, to je skupaj. V 3 letih skupaj. Ja. Te podatke, to je skupaj 3 leta, ja. Ja. Tako. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Prosite, mojmo laičino vprašanje, zdaj se sprašujem, ne vem, tak kompostiranje, obdelava embalaže, a ne bo to kazilo izgled posestva pa vonjave, ali je to drugačna tehnologija? Ne, nasprotno. To so vse zaprti sistemi, to se bo vse izvajalo v kletnih prostorih, ki bodo čist nevidni. To ne gre za velike volumne. No. A to embalažo boste pa potem prodajali, kako nekako skupaj s tistim pa prodajali? Ja, tako je, ja. Kot surovino. Papirni industriji. Je tega tudi veliko? 16 ton na leto. Ja. Pa najdete to kartona? To nam ga pripeljejo dobavitelji, sej ravno to je vino. To je pač veliko, ne. Morate le vedeti, da pač tukaj je ogromen obrat hrane in naslednji korak, ki se ga bomo zagotovo lotili, je, da ne bomo več poslovali s podjetji, ki nam ne bodo mogla, bi rekel, dovažati surovin drugače kot v plastiki, ne, se pravi, sprejemali bomo samo papir in steklo. Kaj pa zero waste variant? Zero waste je končni cilj, zagotovo. To ne gremo, ampak zdaj govoriti, ko smo še tako zelo slabi, bi bilo preveč veliko potezno. Koliko hrane se zavrže na neko obdobje, ne vem, da nekaj še ja, mislim, da sem rekel 19 ton, ne? Zdaj, to, kar je 95, tako, ja. Zdaj, tukaj bi želel povedati, da to isto seveda se dogaja v ostalih hotelih v Sloveniji, ne. In to je tisto, kar je alarmantno.
Moram reči, da sodelujem v enem projektu, ker se v bistvu, ki je humanitarne narave, ker je po slovenski zakonodaji dovoljeno, da se iz trgovin v bistvu neoporečna hrana lahko dostavi. Tam pa sodelujem z Lionsi pa z Rdečim križem. Pač v eni moji drugi funkciji. Zelo veseli bi bili, če bi lahko prišlo do donirane hrane tudi na področju hotelirstva. Žal, ta trenutek pravilnik o minimalnih tehničnih standardih živil tega še ne omogoča, ker pač zapakirana hrana se da, enostavno pri nas poskušamo skrbno ravnati s hrano in z živili, ampak ne uspe vedno. Sploh, ker mi imamo zelo veliko dogodkov, sploh zdaj, ker bo spet po koroni dobro hladni bifeji. Tako smo nekako navajeni, da pristopimo, ali pa bom rekel, smo kot naročniki zelo slabe volje. Če bom rekel, mize niso obložene do konca dogodka. Če zgleda malo izropano, mi to ne vidimo tako. Mi sprav dolagamo ravno zaradi tega, da se ne vrže toliko pa toliko hrane stran, ker so enkrat obloženi kruhki z, ne vem, maslom, majonezo, to leti v smetine. Zato želimo to predelati v gnojilu.